tukaj. A bi imeli prenosni mikrofon? Potem je treba biti tukaj. Ja, je boljši tukaj. Danes zjutraj, ko sem se pripravljala, imam navado prižgati radio, pa radio poslušam. In kaj sem slišala, sem si zapisala. Ena pesem, jaz glasno govorim, pa ni velika dvorana. Ena pesem, ki se je začela tako. 20 let nazaj je bilo vse drugače. Pol pa še tako dalje. Pol pa, kako hitro mine čas. In tu lahko rečem, pred 20 leti sem jaz tudi začela biti aktivna v Kaliviti. In moram reči, takrat smo bili malo čudaki, tisti, ki smo začeli prehranska dopolnila upoštevati. Zelo redko je bilo takrat še to in pravzaprav so se norce brili. Amerikanci, ti čudni ljudje, so tiste tablete za sabo nosili in tako dalje in so se rogali iz tega in tudi nas so gledali malo čudno. Danes je postalo to prava okupacija. Danes imamo ponudbo, tako da se včasih že kar bojiš kaj prižgati, ker se ti ponujajo čarobne palčke na vseh koncih in krajih. To se pravi, je postalo to tržna niša in je postalo to zelo zanimivo. Kljub temu, da so take ponudbe, ki so dosti agresivne, niso niti malo ogrozile Kalivitinih pripravkov. Jaz bom šla zdaj reči sem, ker bom tako lažje delala. No, lahko rečem, da sem jaz zdaj že preživela kar 20 let tukaj in sem še zmeraj zvesta temu. Všeč mi je, ker ima Kalivita eno najbolj pošteno izhodišče in sicer izhodišče definicije Svetovne zdravstvene organizacije in sicer, kaj je zdravje? Zdravje je stanje popolnega telesnega, psihološkega in socialnega blagostanja. Zdaj, mi se bomo ustavili predvsem pri telesnem in pri socialnem blagostanju. To dvoje sta tudi ene temeljne smernice delovanja Kalivite. Tako da lahko rečem, da se Kalivita ozira na najbolj verodostojno izhodišče in to smo že vsi doživeli. Zakaj? O tem ne bom dosti govorila. To, da je danes nezdrava hrana, smo že prej v uvodu malo videli, o onesnaženem okolju že vrabci čivkajo. Pozabljamo na sevanje. Jaz dostikrat rečem, če bi se vsi žarki, ki grejo zdaj tu skozi, od računalnikov, telefonov, raznih aparatur, stroj, izolacij, bi bilo to ozračje ko mreža, barvasto, ko mavrica. Tega se mi niti ne zavedamo, ampak vsi ti žarki tudi pasirajo naše telo, grejo skozi naše telo in tudi v telesih puščajo posledice. Ne pogovarjam se še o tem, kje so vsi v službi, koliko jih je med samimi računalniki v službi, kako so izpostavljeni sevanju. Potem je pomanjkanje telesne aktivnosti. To se niti ne zavedamo. Danes sedimo, ko delamo, sedimo, ko se premikamo, sedimo, ko počivamo, in smo sedeča generacija, sicer se ta zavest prihaja vedno bolj na dan in se ljudje danes že precej bolj trudijo tudi z gibanjem. Še hujše so pa različne razvade, proti tistim klasičnim razvadam, proti požrešnosti, proti lenobi, proti takim razvadam, proti kajenju, so se danes priključile še zasvojenosti z računalniki, pa z mobiteli. Tako da moraš, in to ne samo mladi, tudi stari so postali odvisni od tega. To so vse nevarnosti, ki nam prihajajo neopazno, to ne plane, če ti padeš pa si zlomiš, to takoj občutiš. Teh nevarnosti plazečih pa ne občutimo takoj, te pridejo tako potuhnjeno, tako da rečeš, saj nič ni, pa vse je dobro, pa danes še, pa jutri še in tako dalje, ampak ko pa izbruhne, je pa potem to, kar že hude okvare nastanejo. In posledice, vidimo, so danes čakalne vrste. Poglejte, koliko hodijo ljudje okrog zdravnikov iskat čarobno palčko, da bi se rešili težav. Ker zlasti so bolezni srca, ožilja, degenerativne bolezni, krvni pritisk, osteoporoza, sladkorna, rak, navsezadnje so to že same epidemije in to so težave, na katere ne pomislimo prej, ko gradimo hišo, ja še čez 10 let, ko bom to naredil, bom pa začel uživati, kaj takega. Ko pride tisti čas, ko bi morali uživati, pa si podajamo kljuke od ene ordinacije do druge, od enega terapeuta do drugega in takrat
nam ni žal za denar. Danes marsikdo reče, saj so ti pripravki dragi, ampak ker je to investicija v bodočnost, da to prepreči, da te težave, ki nastanejo zaradi teh obolenj, če bi na to pravočasno razmišljali, bi imeli potem tisti čas, ki smo ga predvidevali za počitek, za lepo življenje. Otroci bojo šli od hiše, kako bom lahko užival na ležalniku, pa čito pred hišo. Evo, potem pa pride bolezen in letamo in smo potem res nebogljeni. In ta borba za zdravje je včasih dramatična. To lahko meni verjamete, ker sem že zdaj kar precej totih preživela, ker sem preko 10 let skrbela za starše, ki so bili garači, ki so investirali v dobro, v hrano, v zide, v vse mogoče druge reči, samo v sebe ne, niti počivati niso znali, niti nas niso naučili počivati. Evo, in potem, kaj je bilo posledica? Jaz sem rekla, tega ne želim, da bi mogli moji otroci to doživljati, kar sem jaz. Taščo, hvala Bogu, da sem se vsemi dobro razumeli, taščo, mamo, očeta, še druge sorodnike, to ni enostavno življenje, to ni lahko. In tudi jaz mislim zase, da ne želim, da bi moji otroci morali to z mano doživljati. Torej, kaj vam hočem poudariti? Naša najbolj pomembna objekt ni avto, ni hiša, ni razkošna oblačila, ni frizura, ampak je naše telo, našo fizično telo. To je edina hiša, edini objekt, ki bo vedno z nami, do smrti bo z nami. Ampak kakšen bo za avto, gremo na servis. Hišo, če kakšen omet odpada, če se pipa pokvarja, karkoli, znamo takoj popraviti. Svoje telo pa nočemo videti in nočemo poslušati. Jaz vam povem, čarobne palčke in formule ni, da bi lahko rekla, za vse je enako. Naučimo se sami sebi slediti in videti svoje napake. In te napake si je treba priznati, kar je težko. Priznam, da je težko, ampak nobena vrednota se ne dobi lahko. In ko si boste priznali, to in to delam narobe, to mora vsak zase pomisliti, jaz lahko v svojih povem, ampak vsak zase in tisto potem kritično poskušati spremeniti. Vedeti je treba, da je treba investirati v bodočnost in vam povem, moj MŠO je že taki, da bi lahko bila že v domu, ampak ker sem pravočasno se zbudila ravno zaradi ljubezni do svojih otrok in pravilo je merati samega sebe, in to ti ne bo kriterij, kak paš tudi rad, če nimaš sam sebe, tudi drugih nimaš rad. In potem še danes nisem več še brebe. Še včeraj sem bila spremljevalka mojemu najmlajšemu vnuku na 3-urnem pohodu okrog. Imam danes malo muskelfiber, ampak kar gre. Pomoč telesu je res ni enostavna, ker nismo naučeni, ker ne pomislimo na to. V bistvu je pa zelo enostavno, samo nismo, vse drugo je bolj važno, kot pa to, da bi mi poskrbeli to in to mi bo pomagalo, da bom jaz lahko lepo, spodobno živela, ker nas zadnje leta ti dajo modrost in izkušnje in vam povem, meni je danes skoraj lepše, kot mi je bilo nekoč. No, moramo pa tudi zaupati, da imamo v našem telesu zdravnika. Jaz sem zdaj še tudi gledala antične zdravnike, pa vse to, ki opozarjajo, da je zdravnik v našem telesu zelo učinkovit. Naše telo hoče biti zdravo. Glejte, koliko organov se regenerira. Naprimer, da povem srce. Marsikdo, ko je imel kdaj kako diagnozo, da ima težave s srcem, se do smrti počuti srčni bolnik. Pa to ni res. Srce je organ, ki ko poskrbimo za njega, se ti tako popravi, da boš lahko potem čisto lepo živel naprej. Jetra. Poglejte, jetra se regenerirajo še in še. Jetra se regenerirajo, tako so imajo veliko rezervo. Ampak če poskrbimo in sem našla tudi v prastarih, da so že pegasti badl uporabljali in so znali upoštevati, da se s pegastim badlom lahko regenerirajo jetrne celice. No, takrat, ko začnemo izgubljati zdravje, takrat pa začnemo trkati na vrata, pa smo jezni, joj, ta dohter me ne pozdravi. Kako ne pozdravi, če si ti sam sebe čisto do konca vse uničil, pa še potem čakaš, da bo zdravnik ti s čarobno palčko navodil, ponavadi nočemo slišati, kar ti reče, kaj je treba narediti. No, in to vse je danes pripeljalo na tržišče, kar prej nisem se preveč, ker je bilo na uvodu lepo povedano, da hrana danes je, jaz rečem, mašilo, polnilo, nima pa bioaktivnih snovi in smo na nivoju celice vedno lačni. In zaradi tega je postalo
so prišla prehranska dopolnila, ker z njimi pa lahko dobimo tako zvana esencialna hranila, to so tista hranila, ki jih telo samo ne more proizvajati. In te potrebe po teh mineralih, vitaminih so tako velike, da si lahko danes pomagamo samo s prehranskimi dopolnili. Brez njih je naša, kako bi rekla, obrok preskromen, ne dobimo dovolj. No, ta čisto preprosti diagram pa dosti pove. Tale črta navzgor, tale kaže, kako je danes s prehrano. Vse v našem okolju, ne govorim za cel svet. Hrane imamo vedno več, obilo. Hrana je danes zabava, dokazovanje, kako smo sposobni, kako smo dobri gostitelji, kako dobro zabavo naredimo. Ampak ta hrana se bašemo tako, da na koncu dihati ne moramo. Ampak s to hrano kljub temu ne dobimo dovolj bioaktivnih. Ne dobimo dovolj na tistih ovalih in krožnikih in skledah je pa vedno manj bioaktivnih snovi, tistih, ki jih mi potrebujemo za naše zdravje in za naše življenje. Tistih je pa vedno manj. No, in gremo dalje. Zdaj, ni res, da ne bi bilo rešitve. Rešitev je lepo na krožniku danes. Res je, da je treba zadostne količine uživati zelenjave, sadja, ker so tudi noter snovi, ki jih v kapsulah ni, ker so vlaknine in določene snovi in tega je treba kar obilo pojesti. Potem je ta drugo pravilo, da se moramo izogibati stresu. To je lahko reči, ne? Ampak tudi stresu se da izogniti. Najmanj, kar je zvečer, ko gremo počivati, namesto da bi počivali, pa se oddahnili, gledamo politične oddaje, kot se spravijo v stres, gledamo zločinske filme, vsi imamo radi kriminalke, kdo bo koga ubil, takrat smo še vsi zraven morilci, ker smo jezni, da še tistega niso ubili. To ni počitek. To ni počitek, to je tudi stres. Pol seveda škodljive razvade, zvečer je treba še čips zraven zobati, pa še kako čokoladico in tako dalje. To so vse take razvade, ki nam samo škodujejo. In potem uživanje pripravkov, prehranskih dopolnil, ki nam pač, na te bomo se pa še vrnili. To je ena luštna slika, kako so že stari modri možje nam svetovali in so nam, takrat je pravilo, da smo to, kar jemo, in so te slike čisto lepo pokažejo, kaj se zgodi, če ti se bašeš preveč. Temu primerno nastane telo. In to je danes naše prehranjevanje, ne? To imamo radi. Tisto, da bi imeli tole, to se najbolj vidi, ker zanimivo rečejo otroci nočejo jesti. Otroci posnemajo vzorce staršev. Če bi starši, tisti, ko so navajeni na zelenjavo, na to, bojo tudi otroci to pridno jedli. No, in zdaj te prehranska dopolnila, že ime samo pove, da so to dopolnila tiste prehrane, ki jo mi dnevno zauživamo. In tu sem spadajo vitamini, minerali, maščobne kisline, aminokisline, vlaknine, in rastlinskih izvlečkov ter drugih snovi, ki so prisotni v živilih. S tem bomo preprečevali nastanek bolezni in pospešili okrevanje po obolenjih. In predvsem, kar je pomembno, da okrepimo imunski sistem. Imunski sistem pomeni sposobnost organizma, da se brani, da prepozna sovražnika, da v telesu tvori tisto obrambno vojsko, ki je za to potrebna in da se telo spopade z sovražnikom in se reši. Zdaj pa, tu je pa bistveno, kar sem jaz danes hotela poudariti. Problem je tega, da so ta prehranska dopolnila oblike tablet, kapsul, sirupov in tako dalje, praškov. In tu ljudje zamenjujejo tole za farmacevtske oziroma za tiste pripravke, ki nastajajo, ki jih ponuja farmacevtska industrija in ki jih ponavadi zdravniki napišemo na recept. Ker pogosto se ti zgodi, jaz jemljem že za pritisk, pa za redčenje krvi, pa za holesterol, a lahko še te tablete, pa bom toliko tablet pojedel. Res je, da je to moteče, ker so oblika tablet,
pa kapsul, ampak v bistvu je pa to najbolj praktična oblika. Jaz sem sama se leta in leta zaradi enih družinskih razmer ukvarjala s pripravkom zeliščnih pripravkov, še danes imam pol vrta zelišč, pa tinktur in vsega tega. Vam povem, da se mi po današnjem tempu, ko se ti življenje vrti v tem, pravi cajt posaditi, pravi cajt pobrati, pravilno sušiti, pravilno delati izvlečke, pa vse, se je življenje samo okrog tega vrtelo. To si pripravljal pa pojedel, pa pripravljal pa pojedel in nisi imel več niti časa za kaj drugega, niti kaj prečitati. In vam povem, da se ti potem, da sem rekla, hvala Bogu, da so prišli na tržišče te oblike, ko je lahko lepo kupiš, vzameš v škatlico, še cenovno je dražje, ko si sam pripravljaš. In veš količino, kakšno vzameš, koliko vzameš, kdaj vzameš in imaš še čas za kaj drugega. In je pa res, da je drugi problem, da morate znati presoditi pa kupiti tisto, kar je kvalitetno. To pa mogoče ni najlažje danes. Ampak imate, vi, ki ste tukaj, lahko vam povem z vso iskrenostjo, kalivitini pripravki vas ne bodo zavedli. Kalivitini pripravki so preverjeni, kvalitetni. In to je treba premagati. V glavi je treba premisliti, da so to samo oblika tablet, v resnici so pa to izvlečki iz rastlinskih in raznih drugih virov in odvzeta je voda. Predstavljajte si, da imate eno veliko skledo solate, pa bi radi samo tiste bioaktivne snovi imeli. Če boste tisto veliko skledo solate samo vodo odvzeli, bo komaj ena kapsula ostala. Tako je tudi pri teh pripravkih, zato jih pa tudi moramo mi dodati vodo, moramo zato precej vode popiti. No, in kako jih bomo pa jemali, je pa spet od posameznika odvisno. Ne potrebuje vsak enako, nismo klonirani. Zopet je tisto, kar ne čujete radi, da morate sami pri sebi presoditi, koliko česa potrebujete. In do nekega okvirja vam lahko zdravniki svetujemo, tu imamo še tudi kolegico, ki je odlična strokovnjakinja in ona sama ve, kak mora od človeka do človeka določati različne doze, ampak kako hoče vsak vedeti, takoj koliko najemlje in daj najemlje in tako dalje. In ne čujejo radi, da ti svetuje, malo sam premisli tudi, kako boš jemal. No, zdaj vam bom pa jaz povedala, to je moja košara. Ob tem vam bom najlažje povedala, kako jaz jemljem. To je en vzorec, ni to univerzalni vzorec. To je moja košara, ki jo jaz vsako jutro postavim, ali pa kadar pač zjutraj ne morem, pa pozneje enkrat na dan na mizo. Škoda, da nisem zraven postavila še tisti 2 kitajski šalčki, kamor nadevam pripravke. In baza mojega tega, kar jaz jemljem, samo pazite, nekdo, ki je 20-30 let mlajši, ko jaz ne rabi tak jemati. Jaz imam pač taki emšo, da moje telo pač več potrebuje, zato ker moram pač bolj radikalne servise delati. Veste, tudi tiste avtomobile, ko so že rariteta, ko so že taki oldtimerji, moraš tudi drugačne rezervne dele najti. In jaz sem si prav izmislila, da bom bolj hitra lahko. Absolutno na prve mesto je zame koencim. Količina doza je drugo. Potem je rodiolin, pol je ginko, pa garlik. Ginko je za moje pojme tudi za spomin, da mi spomin deluje. Garlik je pa naravni antibiotik. Poleg tega, kar je meni najbolj pomembno, tudi prepreči zlepljanje trombocitov, tako da se lahko, koliko toliko brez skrbi, da se mi kakšni strdki ne bojo nastajali, plus tega ima odličen učinek na uravnavanje krvnega tlaka. Potem so še omega-3, pol so digestivni encimi, to imam pa jaz že namreč, jaz moram povedati, jaz osebno imam zelo slabe gene. Moja družina, moji predniki, koliko sem preverjala, nimam nobenih dobrih genov. Vse imamo. Moje babice so umrle zaradi odpovedi srca že vse med 50 in 60 let stare. Raka imamo, kolikor hočeš. Še ostalih težav, tudi demence in take. V glavnem, moji geni niso za reklamo. Ampak jaz sem rekla, vse to, kar so moji predniki imeli, vsemi temi težavami se da spopasti. In sem tako usmerila svoje življenje. Tudi meni življenje ne prizanaša, ampak se spopadem s tem, zlasti z stresom, pa s tem, ker nič ne rešiš, če se z tega ne lotiš. Nič ne rešiš, če se vrtiš, pa se pustiš, da stres s tabo manipulira. In tako, kot sem rekla, tudi določene stvari, ali pa tudi določena druženja, sem že davno, 20 let, ali pa še več nazaj prekinila in je bilo malo lažje živeti. No, potem seveda
Meni je zelo dragocen tudi oblika koenzima, ki je sublingual, brez njega ne grem nikamor, tudi v avtu, ker tudi začutim potrebo in moram reči, da mi to zelo pomaga. Pol pa imam še občasno. 2-krat na leto naredim kuro z šarkom. Sem vam povedala, da imamo teh vodnih živali, kolikor hočeš, ampak jaz sem rekla, da vodne živali ne bom bojila, da jih bom odpovedala. Raka, mislim, ne. Potem jetra, na jetra, stari ljudje so rekli, mi gre na jetra, to se pravi, tudi če nimam ne vem kakve zlatence, pa ne vem kakih simptomov, nič ne škodi, sploh zdaj, ko sem še prečitala, kak so že prav stari ljudje upoštevali pegasti badl, da naredim čistko z jetri. Pol, seveda, skelet, ne, tu je Joint Protex nenadomestljiv. Joint Protex tudi ne delam vedno kure, ker ni treba, ampak kadar imam fizični napor, takrat vem, da se mi tudi moja vretenca, pa tudi moja hrbtenica, pa vse te reči so obremenjene, naredim kuro, pa ne jemljem redno, to je pač moja shema. Potem še drugo, kar je, jaz se relativno precej znojim, zgubljam minerale in že od mladih nog nagibam krčem, ampak odkar imamo Vem Protect, pa Vem Care, pa Power Means, jaz teh težav ne poznam več. V glavnem, v dobrem telesnem počutju se tudi potem povrneš psihično ravnovesje, da se ti tudi ljubi iti v gledališče, če te kdo povabi, pa tudi na kakšna srečanja, pa druženja in tako dalje, ker če si pa tak, da te vse nekaj boli, da si depresivn, da se ti vrtijo misli samo okrog nekih problemov, ki se bojo tako rešili, če se razmišljaš o tem ali ne, ali pa boš, če jih pa sprejmeš, kar se ne da spremeniti, moraš sprejeti, pa tudi vidiš, da gre življenje teče dalje, potem postaneš tudi drugač radoživ, ti ni težko iti v družbo, ti ni težko, imaš rad ljudi, skratka, življenje je v takih pogojih potem tudi lepše. To je moja shema. Zdaj pa, ker je to že vse, ste že videli, lahko gremo naprej. Lahko samo še en EPP naredim, eno reklamo, da kalivitini izdelki so rezultat sodelovanja tradicionalne medicine s sodobnimi znanstvenimi raziskavami, so izključno naravnega izvora, tudi to je važno, nimajo posebej farm, ampak skušajo dobiti pripravke iz čim bolj naravnega okolja. Ker tudi farme, kjer so pa stroji, morajo tudi poskrbeti, da so kamilice v pravi višini, da se jih lahko pravi čas strojem pobere, že ni več popolnoma avtentično, kot bi moralo biti. Pol ne vsebujejo konzervansov in umetnih barvil, vsi pripravki so prijazni do želodca in prebavil, učinkovito izboljšajo odpornost in pospešijo tudi okrevanje. Torej, še en EPP, da bo naše telo zmoglo dinamiko v današnjih neprijaznih življenjskih pogojih, mu pomagamo z odličnimi kalivitinimi bioaktivnimi pripravki, in vam garantiram, da boste potem poplačani vsaj z boljšim počutjem. Čarobne palčke ni, ampak blizu čarobne palčke so pa kalivitini pripravki. Hvala.